Na razstavi sem videl kakav, sojo, avokado, sladkor in te stvari imamo tudi doma. Kako vpliva to na ljudi? To so vse surovine, ki izhajajo iz tropskega pasu. Pogosto se na takšnih plantažah izkorišča ljudi, zato ker se niža ceno dela, se skuša seveda ceno izdelka, ki ga pridelajo, znižati. Se pa tudi dostikrat neregulirno uporabljajo različne snovi, kot so pesticidi, saj so to ogromne plantaže in drugače bi zemlja obubožala. Zelo rad imam čokolado, ampak to naj bi bila tudi grenka zgodba. Ampak zakaj? Okoli 2 milijona je namreč otrok, ki je zlorabljenih, ki je zasužnjenih na poljih kakavovca, predvsem zaradi pritiska po vse nižjih cenah. Hrana je ogromna. Zakaj pravimo, da ljudje in okolje zaradi nje trpijo? Hrana danes je dobrina, ki jo seveda vsi potrebujemo, vendar je hkrati dobrina, s katero se zelo veliko trguje in se veliko tudi služi. Ker pa v marsikaterem delu sveta ne spoštujejo človekovih pravic, otrokovih pravic, delavskih pravic na enak način kot recimo pri nas, je posledica tega, da na veliko pridelujemo določene dobrine, tudi trpljenje, tako zaradi onesnaženega okolja, monokulturne pridelave, velikih plantaž, kot tudi zaradi odnosa do ljudi, ki so zaposleni na teh območjih. To so samo izdelki, ki imajo znak pravične trgovine, neproblematični? Ne, daleč od tega. To je samo eden izmed znakov, certifikatov, ki potrjuje, da so razmere pri pridelavi in prodaji tega izdelka pravični, pošteni. Če govorimo o hrani, je predvsem moramo slediti principom lokalno, sezonsko, ekološko in je veliko hrane tudi, ki nima nobenega znaka, lahko pravična, dobra, kakovostna in tudi cenovno ugodna. Kaj pa lahko naredimo mi, otroci in družine, da bi bil prehranski sistem bolj pravičen? Lahko naredite cel cirkus doma, v šoli, v občini in skupaj z drugimi prijateljicami zahtevate spremembe. Lahko pa samo se o tem pogovarjamo med prijatelji in potem kasneje to seveda v svojem življenju tudi spoštujemo. Zdaj pa štekam, zakaj so tej razstavi o hrani in tej problematiki dali naslov cirkus, ker je res vse kakor en velik cirkus.